Vsota n členov aritmetičnega zaporedja. Kaj to pomeni? Na primer, da imamo aritmetično zaporedje 1, 3, 5, 7 in tako naprej. Vsota je seštevanje, zato to pomeni, da seštejemo 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus in tako naprej. In zanimala nas bo vrednost tega izraza. No, mogoče bi pogledali eno anekdoto. Pravijo, da je bil Gauss, ko je bil mali, v razredu že precej pameten, ne. In učiteljica je mogla zapustiti, učilnico in je rekla: "Veste kaj, vi četrtorazredni prebivalci te zemlje, dajte si vi seštejte prvih 100 naravnih števil, a ne." In je napisala račun na tablo: 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus tako naprej, ne. Pa potem pa recimo 96, 97, 98, 99 in plus 100. In vi tole rešite. In seveda je ona mislila, da ima čas, da gre še v trgovino, nakupi mleko, Ampak v razredu je sedel tudi Gauss, ko se je znašel drugače, a ne. Mi bi lahko šli tako: 1 plus 2 je 3, plus 3 je 6, plus 4 je 10 pa tako naprej. No, on je pa si pogruntal en trik, in sicer vzel je enko in jo seštel za stotko. In je dobil 101. Potem je vzel dvojko in jo seštel z 99. In je dobil 101. In je vzel trojko in jo je seštel z 98. In je dobil 101. Zanimivo, ne? Pa štirko pa 97 in je dobil 101. Se pravi, če mi takole jemljemo te člene, dobimo vedno isto vsoto med temi členi. In kako bi zdaj mi poskusili zapisati vsoto? Vsota se označi z s kot suma, in n povemo, koliko členov je. V našem primeru je n 100, ne. Mi bi zdaj radi izračunali totle 100. Ja. Se pravi, vzel je prvega pa zadnjega, da je dobil 101, ne. Okej, dobro je, vzel je prvega pa vzel je zadnjega, 100. člen, a ne. Zdaj se pa nekajkrat tole pojavi. Zdaj, če bi rekli takole: ja, nič, moramo vzeti od enke, moramo vzeti od dvojke, od trojke, od štirke, od petke in tako naprej, do konca moramo vzeti vse te pare. Se pravi, dajmo to pomnožiti z n. Ampak, veste, ko pridete recimo do, tukaj je 50 plus 51, ne, seštejete, dobite 101, potem pa pri 51 ste pa v bistvu ta par že porabili. Vse pare, ne, bi potemtakem, če bi šli do 100, šteli dvakrat. Zato moramo dati še vse skupaj na pol. No, tule sem že n dodala. V glavnem, od A1 plus A100 smo sešteli, smo dobili 101. Kolikokrat smo šli? Ja, 100 števil je, se pravi, smo šli 100-krat. Je boljše, da se to napiše, čeprav je n tudi v redu, a ne, samo sem že zdaj s temile, kako se že reče, z n-ji začela, pa še ni bilo potrebno. In zdaj v bistvu lahko dobimo pa splošno formulo za katerakoli števila, če vzamemo 100 in nadomestimo z n. Zato sem brisala, ne. Se pravi, vsota aritmetičnega zaporedja n členov je n-krat moramo vzeti
par prvega in zadnjega v tej vsoti in vse skupaj smo zdaj dvakrat šteli, zato moramo deliti z 2. In to je formula za vsoto aritmetičnega zaporedja. Zdaj pa seveda jaz sem vam nekako malo obljubila, da lahko mi vse naredimo z A1 in z D. In to je popolnoma res. In sicer mi pa poznamo tudi, koliko je AN. AN pa vemo, da je A1 plus N minus 1 krat D. No, in kaj zdaj tu naredimo je, da v to formulo spodnjo vstavimo še tale zapis namesto AN-ja. In dobimo pol tisto splošno formulo, ki je precej znana, in sicer N polovic krat A1 plus, zdaj pa damo namesto AN-ja, damo zdaj A1 plus N minus 1 krat D. S je N polovic krat, imamo 2 A1 plus N minus 1 krat D. Izpeljave formul so koristne zato, ker prvič malo abstraktno razmišljate, drugič pa, če pozabite, si lahko pri zaporedih veliko sami pomagate. Je pa tudi dobra novica, da mislim, da so te formule tudi na maturi prisotne, tako da jo čist na pamet na maturi ne boste rabili znati. Se pravi, ko računamo vsoto členov aritmetičnega zaporedja, preprosto imamo 2 formuli in uporabimo tisto, ki nam pride bolj prav. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!